Pravijo, da so za podjetnike, ki morajo delati na odmaknjenih terenih, in za družine, ki potrebujejo prostoren in trpežen avto za svoje pustolovščine, Ford je predstavil paleto svojih terensko navdahnjenih kombijev. Poglejte različico Transit Custom Trail. Na kateri Fordov terenski model vas spominja? Če niste takoj opazili, ta kombi se zgleduje po Raptorju, torej Fordovem ekstremnem terenskem poltovornjaku. No, takšen Transit seveda nikakor ni tako zelo ekstremen. Imamo pa Raptorjevo masko, strešna nosilca, bočni stopnici in serijsko usnjene sedeže, da jih po delu na terenu lažje obrišemo. To predstavlja na nek način večjo robustnost vozila, ki je namenjeno, se pravi, intenzivni vsakodnevni uporabi in tudi podajanju na brezpotja. Terenske zmogljivosti bo izboljšal novi diferencial z mehansko omejenim zdrsom. Ta bo prišel prav predvsem na neutrjenih, spolzkih ali mehkih podlagah. No, še vedno pa ostaja le pogon na prednji kolesni par. Ford se je odločil, da nadaljuje sodelovanje s priznanim proizvajalcem Quaife, ki že sedaj zagotavlja diferenciale z mehansko omejenim zdrsom na modelih Focus RS, Focus ST in Fiesta ST. V tem primeru gre, se pravi, za mehanski sistem preko zobčenikov, ki ne potrebuje nobenega vzdrževanja in prav tako se z uporabo ne slabša. Pri sami izvedbi štirikolesnega pogona je v igri več dejavnikov in eden od teh je porast emisij. Kot veste, Evropska unija strogo zmanjšuje dovoljene izpuste CO2, ki so pri izvedenkah s štirikolesnim pogonom izjemno visoke. To bi pomenilo, da bodisi vozilo bi postalo predrago za uporabnika, ki želi štirikolesni pogon, ali pa bi mogle biti komponente štirikolesnega pogona toliko optimizirane, da bi postale v bistvu premalo vzdržljive. Oznako Active že poznamo, recimo s Focusa ali Fieste. Ta prinaša dodaten slog športnega terenca. Poleg serije vizualnih zunanjih dodatkov lahko opcijsko izberemo tudi diferencial z mehansko omejenim zdrsom, ampak samo pri ročnem menjalniku. Sicer pa je oprema Active trenutno v Sloveniji na voljo le pri potniškemu Tourneu Custom. Slednji je še posebej zanimiv zaradi zares širokih možnosti prilagajanja potniškega prostora. Poljubno lahko rotiramo ali odstranjujemo sedeže, vam pa lahko namestimo tudi recimo nosilce za kolesa. Nivo opreme Active gradi na nadgradnji nivoja opreme Titanium pri izvedenkah Tourneu Custom, vse skupaj pa doprinese nekje 2500 € predvidoma nadgradnje k ceni nivoja opreme Titanium. Nivo opreme Trail je nadgradnja nivoja opreme Trent, razlika v ceni je prav tako okvirno 2500 €. Mi računamo, da okrog 10% vseh prodanih customov bojo predstavljali nivoji opreme Trail in Active. Za nameček bo Ford oznako Active letos nadel tudi manjšima modeloma, Tourneu in Transitu Connect. Ponujamo vam tudi prve vtise s Transitom kot priključnim hibridom in avtodomom. Za adrenalince pa je tu Raptor.